V bistvu je isto kot pri bratu, istočasno sem začela. Jaz sem bil 2 leti sicer starejši, mislim, da sem bil tam nekje 6. razred osnovne šole, 13 let. Sosed je bil trener Tomo Golob in sem se lepo z njim vozil lahko na treninge. Potem 2-3 let kasneje sem se že tudi članom priključil, ko je bil Tomo Golob tudi pomočnik. Z njim sem tudi malo lahko individualno je delo malo z mano, tako da mi je dosti pomagal v začetnih letih igranja košarke. Že kot mlajši sem imel rad igre z žogo. Bil sem tudi dober recimo v krosu, v laufanju, samo nekako me to ni zanimalo, da bi atletiko treniral, ni toliko zanimivo. In potem nekako sem se odločil za košarko in mi ni žal, ker ne vem, imam res lepe spomine. Bil sem tudi v reprezentanci v teh mlajših selekcijah, mladinski, mladi in se je veliko potoval tudi okrog, tako da so lepi spomini. Na Češkem smo postali evropski prvaki, mlade reprezentance do 20 let, tudi lepi spomini. Z reprezentancem nasploh smo dosti potovali, bil sem še na svetovnem prvenstvu v Argentini, v Grčiji, tako, dosti sveta sem videl in sem kar vesel, mi ni žal. Bile so te reprezentančne selekcije mlajše in sem bil prvo v regijski reprezentanci in potem so me opazili, v glavnem bil sem nekakšen kandidat tudi za reprezentanco slovensko mladinsko. In hodil sem tudi na te kempe v Postojno pa to in so me verjetno opazili dol iz Novega mesta. Mislim, da je bil Leon Stepaničev takrat mladinski trener in so me nekako zvabili, da pridem dol v Novo mesto igrati. Ko sem prišel v Novo mesto, sem bil še eno sezono mladinc, sem pa že treniral s člani. Takrat je bil trener članski Neven Spahja in je bila res takrat vrhunska sezona, mislim, da najboljša do zdaj od Krke. Takrat sem videl, da sem kar dosti napredoval, ker je imel Neven Spahja tak sistem dela, da v bistvu oni so imeli tekme 2-krat na teden in smo mi kot tretja petorka smo igravali od nasprotnikov akcije in smo igrali proti prvi in drugi petorki in mislim, da smo s tem res napredovali vsi dosti takrat v tem obdobju. Šel sem od vrhunca skoraj do dna in potem smo se počasi spet vzpenjali in se nekako nam je uspel vrniti nazaj v Goodyear ligo, v Jadransko ligo, takrat s trenerjem Radom Janovićem. In od takrat potem se Krka igra spet na visokem nivoju. Ja, tako bom rekel, ABA liga je bolj fizično so močnejši, pa vidi se, da se več trenira, da so bolj natančni, izvajajo akcije in to je glavna prednost. Vse pa mislim, da da presenetiti tudi take ekipe, ki igrajo na višjem nivoju. Tako je bilo, recimo Krka je imela velik derbi vedno z Olimpijo, takrat so bile polne dvorane in si začutil tisto vzdušje in res adrenalin in vse. Medtem ko recimo, ko smo dol po bivši Jugoslaviji hodili, dvorane niso bili tako polne, ker pač Krka takrat ni bila toliko atraktiven nasprotnik mogoče kot lokalni recimo derbi Partizan Zvezda in tako. Je pa razlika, dvorane so večje, gledalcev je več, ampak če primerjam recimo tle v Šentjurju, je pa mala dvorana in ko se dvorana napolni, isto vzdušje fenomenalno in je tudi te gledalci ponesejo. Ja, to je bila sprememba. Jaz v Krki ves čas, ko sem igral, pač nisem bil med nosilci, med glavnimi igralci. Sem nekako vstopil iz ozadja v igro. Medtem, ko sem prišel na Polzelo, je kuhar, takrat trener, mi kar zaupal veliko vlogo in tisto leto mislim, da sem dosti dobro odigral. Potem naslednjo leto je bil pa trener Tonči Mašina. Smo pa tudi zelo dobro delali in nam je uspel priti v ligo za prvaka. Pač bila je sprememba, se je veliko
več sem imel nekako žogo, več se je igralo na mene. No. Imel sem to smolo, pač živel sem v bloku v stanovanju in zjutraj niti nisem opazil, da avta ni, ker sem šel na trening. Imel sem 100 metrov tam do dvorane in potem, ko sem se vrnil iz treninga, gledam, kje je avta nikjer in kdo bi si mislil, ne, da ti na Polzeli ukradejo avto in to ni nek avto, da bi rekel neke vrednosti, bil je Renault Clio, ampak pač nisem imel kasko zavarovanja in pač sem se lahko obrisal pod nosom za njim. Ja, tudi meni še dolgujejo, kar dosti, ja, upam, da se bo rešil, no. Vidim, da v klubu igralce so se okrepili, dober par igralcev pripeljali, tako da, kot kaže, nek denar je, ne, tako da upam, da bojo tudi nam, ki nam še dolgujejo za nazaj, da nam bojo poravnali. Nekako bom rekel, želel sem si, da nisem ravno brata pokrival med igro, no. Nekako mi to ni odgovarjalo, no. Sem pa normalno, da če sem ga pokrival, da sem dal svoj maksimum, da sem mu probal ukrasti kako žogo, pa tako, no. Ja, Ivota, recimo, odprej ga nisem osebno poznal in moram reči, da je bil dosti umazan igralec, no, tako bom rekel, ampak potem, ko ga tle spoznaš, ne, vidiš, da je čisto super oseba in zunaj igrišča je druga zgodba, ne. Drugače pa res, proti Ivotu vedno mi je bil neugoden za pokrit, ker je pač zelo dober strelec in nekako sem imel vedno težave z njim, no, ga pokrit. Punco sem spoznal na Dolenjskem, zdaj smo skupaj že 5 let, ampak zdaj je ona dobila službo v Ljubljani, tako da imamo najeto stanovanje v Ljubljani in kolikor mi uspe, tako enkrat, dvakrat tedensko gremo v Ljubljano, plus vikend, da smo skupaj, no. Ja, malo zavlačujem, predolg že. V bistvu diplomo sem glih kar pred kratkim oddal, zdaj čakam, da mi še določi rok zagovora. Mislim, da je že čas, da počasi tudi to zaključim. Pripravljalne tekme smo zelo dobro odigrali in se je pričakovalo, da bomo štartali v ligo zelo dobro, ampak temu ni bilo tako. Ampak smo potem počasi se nekako začeli dvigovati, zdaj nanizali kar nekaj zmag. Mislim pa, da je k temu dosti prispevala naša igra v obrambi, ker imamo zelo dobre napadalce in pa če eno ne gre drugemu, ampak ko smo pa nekako timsko zaigrali v obrambi, je pa potem, mislim, da to botrovalo zdaj nizu zmag. In upam tudi, no, sicer nam drugi rezultati nekako ne pomagajo najbolj, zdaj recimo Rogaška zmagala Elektro, nam bi bolj odgovarjali, da bi Elektro zmagala recimo, tako da bo treba za ligo za prvaka se še kar potruditi, no, verjetno mogoče vse 3 tekme zmagati, ampak jaz sem optimističen, če bomo še naprej tako igrali, mislim, da ni skrbi in da nam bo uspelo. Ja, v Laško gremo na zmago, mislim, da smo res pokazali v zadnjih tekmah, da smo sposobni jih premagati in da končno tudi v Laškem nekaj zmagamo.